Glejte, v politiki je pomembno, da prevladuje poštenost, odkritost, prave vrednote. V LMŠ-ju sem to našel od samega začetka. Na listi LMŠ kandidiram, ker je to stranka, ki gradi od spodaj navzgor, torej od ljudi, od lokalnih skupnosti k državi. Ko sem dobila povabilo, sem se odločila v bistvu za LMŠ. Zaradi tega, ker se mi zdi, da je neka nova generacija, so mlajši ljudje z novimi pogledi. LMŠ ima izkušnje, ima 2 leti v vladni koaliciji, 2 leti v opoziciji in 100 strani dolg program, ki zagovarja vrednote, ki jih tudi sam zagovarjam. Ker se zavzema za problematiko mladih, poslušali so naše težave in jaz res verjamem v ta program. Ker se zavzemajo za pravičnost ljudi, da imajo ljudje pravico do javnega in dobrega zdravstva, da bojo lahko živeli v čistem in naravnem okolju. Me je prepričala že z dosedanjim delom, s tem programom za 4 leta in dejansko s temi demokratičnimi pristopi in vrednotami. Tako da ni bilo dileme. So me že v trenutku, ko sem jih spoznal oziroma ko so prišli v politično sceno v Sloveniji, prepričali s svojo preprostostjo, človečnostjo, s svojimi vrednotami, načinom delovanja in komunikacije. Gre za stranko, ki je v zadnjih 4 letih dokazala, da resnično dela za ljudi, verjame v ljudi in jih daje v ospredje, in pa predvsem zato, ker ima zaupanja vrednega predsednika. Kandidiram zato, ker čutim v LMŠ eno tako pravo liberalno stranko. Sem prepričana liberalka. Dovolj je nezadovoljstva in jeze. Čas je, da skupnimi močmi začnemo ne samo pričakovati spremembe, ampak začnemo spremembe pri sebi. Na volivcih pa je, da grejo na volitve in seveda poskušajo kaj spremeniti, da se ta država končno normalizira. Da naši domovini vrnemo to, kar je bilo izgubljeno, to, kar mora biti v normalizirani državi in predvsem to, da smo človek človeku. Dokazali smo v predhodnih 4 letih, da znamo biti oštra opozicija, da znamo uspešno vladati in da imamo ničelno toleranco do korupcije, ki trenutno prevladuje vse družbene pore v naši državi. Temu je treba narediti konec, zato LMŠ.